Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. Ali ste vedeli, da je bil pihalni orkester Sveti Anton ustanovljen že leta 1901? Po 124 letih je dan danes še naprej zelo dejaven. Danes pa boste o njegovih uspehih in nastopih in drugih dogodivščinah govorila njegova pomembna člana. Prisluhnimo. Dejan Bordon, Sergej Škorja, dobrodošla v moji družbi. Danes smo tukaj zaradi glasbe, člana sta pihalnega orkestra v Svetem Antonu. Za začetek mi povejte, kaj je za vas pomeni glasba, kdo jo je navdušil za to? Glasba nam pomeni eno lepo druženje, eno veselje. Pomembno je najbolj druženje, ne? Zdaj, prosim. Ja, se strinjam s tabo. To je glavni vzrok, da smo aktivni toliko časa. Kdo jo je navdušil za glasbo? Kdaj se je to začelo? Ja, to se je začelo, ko smo bili še majhni. Takrat je bila muzika povsod praktično naš orkester, ne. Bilo kaj se je dogajalo v krajevni skupnosti, v tam okoli, je bila naša muzika zmeraj prisotna, tako da smo praktično od vsega začetka rasli z njo. Ja. Kakšno glasbo ste recimo videli poslušali, ko ste bila majhna? Dobro, poslušal sem jaz otroško glasbo, kanconete italijanske, ker pač takrat smo bili precej vezani na Italijo, blizu Italije. Se je poslušalo te radijske postaje italijanske. Se je poslušala tudi narodna zabavna. To, kar je bilo takrat v obtoku, ne. Potem pa z leti se je spreminjala ljubezen do glasbe, ne. In zdaj sem pač še zmeraj na roku. Sergej, ko so se pri vas kaj okusi glasbe spreminjali od malih nog? Je bilo vsega, različne zvrsti, no. To je bilo pop glasba, vse to, kar je se poslušalo po radiju, glavnem. YouTubea ni bilo. Kaj ste še počeli, ko ste bila majhna? Ko ni bilo te tehnologije, ko zdaj se otroci, vidimo, veliko ukvarjajo s telefoni in tako. Počel, v glavnem, družili smo se, igrali, vozili z patinami, z bicikli, ki jih je dobil iz Italije, ker tukaj se težko vsega dobilo. In drugače, v glavnem, družili smo se, ne. Ja, in pomagali staršem, ne. To je bilo glavno. Precej smo pomagali, ne, recimo na kmetiji, Ja. kar je bilo, ne. So bile velike kmetije takrat in je bilo treba kar pomagati. Kakšni so pa vajini prvi spomini na pihalni orkester? Vemo, da segajo začetki vse v začetek 20. stoletja, 1901. Pa dobro, zdaj takrat... Ja, takrat se boste težko spomnili. No, sto še dva, ki nista več aktivna, ampak v glavnem tako spomini. Gledali smo te naše, tudi moj oče je igral, pa je bil kot ena gonilna sila, da sem potem tudi začel z orkestrom. Sergej, kako ste vi pristali v pihalnem orkestru? Ne vem, takrat se je organizirala godbeniška šola in se pravim, prej smo tudi bili stalno v stiku s tem in sem se tudi jaz pridružil v godbeniško šolo takratno. Takole, ja. Je bila takrat bolj popularna ta orkestrska glasba? Kako opažate to spreminjanje skozi čas? Takrat je bilo, sej ni bilo toliko teh, praktično antonska muzika je bila edina. Ni bilo še koprske muzike, zdaj marežanska ni bila tako aktivna. Tako da smo bili po vseh teh od procesij do raznih otvoritev zraven, ne. Je bilo precej je bila zasedena. V enem letu smo imeli več nastopov, kot je bilo dnevo v letu. To je bilo pa kar hudo. Kdaj ste se vi pridružili? Po enih 2 letih te godbeniške šole smo se nekako pridružili. Takoj, kar hitro, ne. Prej smo imeli kot en mali orkester, smo igrali tako malo bolj na lahko, ne. In potem smo videli, da treba, ker nekateri so odpadli iz te muzike, starejši, pa smo prišli noter v muziko. Začelo se pa je 76. leta. Smo začeli in tudi našem malem orkestru so začeli, recimo vsako toliko kakšen pusto, tako da kot samostojno nismo mogli več delovati in smo se tudi združili. Zaradi tega tudi pridružili
Kako pa izgleda ta godbeniška šola? Kakšni izzivi so vas čakali? Mi smo bili mladi, to je bilo nekaj novega, zdaj smo bili različne starosti in pač takrat je ta Fabio Vatovec nas je začel. Ni tako, kot je zdaj v tej glasbeni, da imaš teorijo, pa potem pa to prakso, ampak smo vedeli vse naenkrat. Ja, teorija je bila začela nekje mesec prej, malo, da smo znali sploh, kaj je napisano, malo spoznali note in potem počasi začeli z instrumenti. Kar hitro. So vsi naredili to godbeniško šolo? Ma ne, to ni bilo nič, to ni bilo to, da bi bilo ocenjevanje, kaj takega. To je bolj lahka varianta, ne? Ja, nekateri so začeli, pa so takoj pustili, ker so videli, da ni za njih. Ampak je šlo pa precej hitro vse skupaj, ne? Prvi nastop, ki smo imeli, je bilo že dejansko v istem letu. Ja, to je bilo že 29. novembra leta 1976 za otvoritev igrišča v Pradah. Tako to je precej v spominu, meni je ostalo vsaj. In to v vašem orkestru so samo ljudje iz Svetega Antona ali kdorkoli lahko prišel? Ne, so tudi okoliški, ja. Ne, da so kakšne omejitve bile? Dobro, takrat je bilo glavno iz Svetega Antona, pa iz pobegov. So bile tudi iz Trsta določene? Ne, z godbeniško šolo. Za godbeniško, ja. In potem so se tudi drugi pridružili, ne. Smo imeli 3-4 muzikante iz Trsta, iz Kopra so bili v glavnem pa domačini, ne. Koliko recimo članov pa je bilo v Pirkadnem orkestru, ko ste vidva začela? Koliko jih je danes, kako se je to spreminjalo? To se ne dosti spreminja, tam nekje okoli 30, 25, 30, to se nekje vrti v tem številu. Takrat in tudi dan danes je. Smo imeli pa eno obdobje, ko je bil en dirigent, da nas je prišlo na število članov 72. Ampak bilo kratko obdobje, to 5 let. In potem na nastope gre vseh 72 ali se mora reducirati? Ja, ko smo hodili na tekmovanja, nas je šlo kar 72, ker smo morali dati pač spisek ljudi, inštrumentov, tako. To je bilo za Zvezo slovenskih godb v glavnem. Kakšna pa je recimo povprečna starost ali vse od mlajših do najstarejših? Povprečna, zdaj... Koliko najmlajših, koliko najstarejših recimo? Najstarejši zdaj v muziki bo letos imel 80 let. Najmlajši, koliko so 12, 13. Ja, to je osnovna šola. Osnovna šola še. Kateri inštrument igrate vidva? Sta vedno igrala istega? Jaz sem začel na bombardini, bi rekli, tenorhorn v si bemolu in še zdaj ustrajam na tem. Je tudi oče igral to? Ja. Jaz pa sem na tubi in vsega začetka, še danes. Katere inštrumente pa vse najdemo v vašem orkestru? Trobila, pihala, zdaj kitare in tega ne boste najdli, ki niso. Ampak glavne te, od klarineta, flaute, trubente, pozavne so, tenori, baritoni, tube, zadaj so pač tolkala, 3 osnovna, drugo pa, to je to. Če zdaj primerjate z letom 76, ko ste začeli, je bilo več, je bilo manj glasbil včasih? Je bilo težje dobiti, kako je bilo s tem? Ja, takrat flaut nismo imeli, to se spomnim, flaut ni bilo. Drugače je bilo precej podobno, baterije ni bilo, je bil velik boben in tamborin, smo rekli, in činele, tega takrat ni bilo. Drugače pa nekje ostalo vse na tem. Podobno. Par flaut pač večje, ne. Kje ste pa nabavljali recimo? Ja, na začetku je bilo malo težko, ne. To, ko je bila še Jugoslavija, smo dobivali samo češke inštrumente in še to v Ljubljani. Ker smo bili blizu meje, smo naredili kako gostovanje tam čez, pa... Je prišel kaj še inštrument še zraven. Več. Ja. Kje ste vse potovali, kje ste vse tekmovali? Gre to samo za tekmovanje, gre za nastope, kako je s tem? Ne, mi imamo nastope, imamo vsakoletno tekmovanje, ki se pač na različnih koncih, ki se moraš tudi nekako dokazati. Gostovanja so bila in tekmovanja od Španije, Bolgarije,
gostovanje na Dunaju, dobro, Italija to blizu niti ne govorimo, Split je bil, tekmovanje prav, Ormož, Slovenske konjice. Kako izgledajo ta tekmovanja, tam se zberejo orkestri, kaj ocenjujejo? Ja, se zberejo orkestri, se zbere komisija, ocenjujejo pač, kako priješ na oder, kako se postaviš, kako bogaš dirigenta, kako gledaš, kako zaigraš, vse, od zvena do tehnike, vse to ocenjujejo. Imate za takšne tekmovanje kakšne posebne priprave? Koliko časa trajajo, recimo? Seveda, za tekmovanje se pripravljaš celo zimo. Celo zimo, za 3 skladbe. Ja, kakšne dodatne intenzivne vaje in take stvari, ne, sekcijske in to. Koliko tekmovanj, recimo, ste imeli letno? V glavnem, ponovadi je eno tekmovanje letno in tisto je malo bolj resno, ne? Ampak nastopi so to te, ki so. Imate kakšne anekdote iz kakšnih tekmovanj? Se zgodi, da je kaj smešnega, ki vam ostane v spominu? Ja, seveda se zgodi. Vezano na glasbo ali ne glasbo? Ma seveda pride muzikant brez inštrumenta. Ja, eno zanimivo je bilo v Splitu, ko so razglasili 4. mesto, mi vsi vzklikali bravo, pomeni, da nismo, mislim, da koliko nas je bilo takrat. Smo vedeli, kateri niso bili uvrščeni in nismo pa znali, katero mesto pripada nam. In ko je bilo 4., vsi veseli, bravo, bravo, pomeni, da smo vsaj 3., ne? In ko so 3. spet, še hujše, ne? In ko so 2. razglasili, to smo skočili v zrak, neverjetno, drugi so nas gledali, ker ni bilo jasno, kaj se dogaja. Smo bili kar 92 točk smo dobili od 100. In prvo mesto na mednarodnem tekmovanju. Lepo je bilo, ko smo prišli v hotel, so nam naredili ostale muzike, koridor z inštrumenti. Kaj potem dobite, kakšne plakete, medalje, pokale, kako jo dobite? Ja. To so dobili plakete, priznanja. Takrat je bilo tudi praktična nagrada, ne? Ja, je bilo klarinet. Klarinet smo dobili kot prvo nagrado, ne? Imate polno vitrino tega? Mislim, da ja. Koliko vam recimo pomenijo take nagrade? Za vas trud vložen? Za trud pomeni to dosti, ne? Mislim, mi smo pač ponosni na te naše nagrade. Kaj, to ste hodili z avtobusom, z avioni, kako je to? Je tudi z avioni. Tudi z avioni. Ja, v Španijo smo šli z avtobusom, recimo smo hodili 6-krat Split avtobus, ampak v Varno oziroma Bolgarijo smo pa z avionom, ker drugače se ni dalo. Je prenaporno. Je prenaporno. Recimo za Španijo imaš 18 ur, kar hudo je, ne? Ste pa tudi vedno lepo oblečeni. Kako je s tem, recimo z barvami, z uniformami? Ja, uniforme, zadnje uniforme smo pridobili pred približno 20 leti. Aha, tako je. Tako da je, prej so bile različne barve, najzadnje smo se odločili pa za, bi se reklo, nekako vinsko barvo, našo kot Marifošk, ker v našem emblemu, v grbu je tudi grozd Marifoška. Tako da smo to povezali zraven. Se je ta vaš logo kdaj spreminjal ali je cel čas isti že 124? Spreminjal se ni, ampak samo napis. Prej smo bili godba napihala in potem pa smo šli s tekmovanjem smo pa pihalni orkester postali. Tako da samo to se je spremenilo. Drugače logo isti. Ja. Kako pa je s temi z oblekami, uniformami, vam to kdo še šije, kako je s tem? Imate kakšnega posebej zadolženega za to? To zašije krojaštvo, takrat je bilo nekje na Dolenjskem. Rožman. Drugače se pravim, je že 20 let minilo in smo precej na tesnem s tem. To se sicer predaja, starejši, samo to je že vse skupaj obrabljeno. Stane pa precej, ne? Ja. Če se vrnemo na začetek, kdaj so bile največje prelomnice, recimo, pihalnega orkestra? Ja, največje prelomnice, oziroma vsakič, ko se menja dirigent oziroma kapelnik, vsak prinese nov veter, prinese tudi nove partiture, nov način igranja, vsak dirigent ima svoj način dirigiranja, tako da drugače, mi se zdi, da 91. je bila največja prelomnica, ker prej smo igrali te stare italijanske kanzonete, pa te venčke domače,
Potem pa naenkrat je prišel nov način igranja, smo začeli z Queenie, Frank Sinatra, ki vse smo poznali, mislim, po ušesu, ampak nismo pa igrali to. Ne? In smo se morali kar potruditi, da smo usvojili ta način igranja. Zdaj pa mislim, da ni problem. Ne? Kdo pa izbira skladbe, ki jih igrate? Je to prav dirigent, ko pride? V glavnem to je dirigent, ima to. Kako pomemben je še on? On mora verjetno imeti dober odnos z vami, biti praktično kot kakšen soigralec oziroma, ne? Ja, normalno, če se ne razumeš z dirigentom, pa... Na koliko časa pa se recimo menjujejo? Kaj botruje tej menjavi? Ja, v začetku, ko pride, je zagon in pol to nekako začne stagnirati, vse skupaj, in če rata vse skupaj preveč dolgočasno in je treba pa nek nov zagon in to je ponavadi menjava dirigenta, ko smo rekli, da se vse skupaj nekako na novo postavi in spet. Imaš nov zagon za igranje. Ne? Kako pa recimo je vplival COVID? Ste takrat imeli pauzo? Kako je bilo? Ste vadili doma? Ste imeli kakšne nastope preko Zooma? To bo ena lepa stvar. Lepo stvar so naredili, no. Malo mlajši. V času COVID-a nisi smel igrati, mislim, lahko si igral doma, ampak nismo imeli vaj. In je prišla ena ideja od par entuzijastov, da smo se posneli doma, vsak posameznik, in potem so to zmiksali, koračnice v glavnem, in za 1. maj se jih je predvajalo po zvočniku po vasi, oziroma po vaseh. To je bila videobudnica. Videobudnica. To je bila prva videobudnica. Kako ste se vi starejši recimo znašli s to tehnologijo, s temi snemanji in to? Normalno. Ni normalno. Mal treme pride, tudi na nastopih, na tekmovanjih. In tudi, če prideš noter v studio, se nekaj novega. Kolikokrat recimo zdaj vadite na tedenski bazi? Koliko časa traja ena vaja? Ja, vaje imamo enkrat na teden, zdaj če je kakšen pomembnejši, lahko tudi kakšno dodatno vajo, kakšno soboto, kakšno nedeljo, odvisno, drugač je nekje okoli 2 ure traja vaja. Kako pogosto imate nastope? Ja, odvisno. Recimo nastopi, tako 10 nastopov na leto je cirka okvirno, eno tekmovanje imamo, in potem kot kakšen rabi, ne. Prije tudi do 15-20 nastopov, ne. Kdaj je recimo tiste višek sezone, kdaj imate največ, ali je razporejeno? Niti ne moramo reči, mi začnemo takoj z januarjem, naš krajevni praznik, potem pride materinski dan, 8. marec, takoj pride 1. maj, zdaj bo naš krajevni praznik, vmes je kakšno gostovanje, kakšno tekmovanje smo recimo letos imeli na Malem Lošinju, smo bili potem srečanje v pihalnih orkestrov v Auditoriju, konec sezone v Kopru, vmes še kaj, ne, tudi kakšna šagra, zdaj smo v Bertokih na šagri v soboto. Glavno je še kar pestro, ne. Tradicionalni novoletni koncert, vezno. Pa so komemoracije ob 2. oktobru, pobegi, Sveti Anton. Pa imamo tudi predstavitev, kakšne tudi muzike po šolah, zdaj imamo konec v petek, imamo javno vajo, tako da bomo predstavili tudi mlade godbenike, ki so v godbeniški šoli, pa nekaj se zaigra, ne, pa se potem podruži, bolj kot se ostalo. Zanimanje za orkester je še vedno veliko, tako pri tistih, ki vas najamejo, kot pri upisih recimo, ali kako ste? Je zanimanje, je še kar zanimanje, ampak vsi bi radi zastonj. Mi pa z tega se dosti financiramo, se pa tudi zahvaljujemo raznim sponzorjem, ne bomo jih pojmenoval, ampak nekaj se mučimo na vseh straneh. Koga pa vse vzamete v vaš orkester? Vsakega entuzijasta? Ja, vsak, ki je pripravljen sodelovati z nami. Mora imeti kakšno šolo posebno? Ja, nekaj mora poznati, kar se tiče. Nekaj mora pokazati, ne? Ja. Kako so se pa recimo lokacije vaših vaj spreminjale?
Kje ste vadili na začetku, potem zdaj ste se preselili tudi v hišo kulture? Kako je s tem? Začetek je bil, smo vadili ob dvorani, je bil en prostor, kjer je bila mesnica in so naši stari godbeniki to z udarniškim delom se zidali, pokrili, da smo imeli svoj prostor. Potem ta prostor so nam počasi rekli, da je rabi za potrebe dvorane, so nas dali v eno stanovanje, katero se je izpraznilo, tako da smo mi z udarniškim delom naredili to stanovanje, spet uredili vse sami, v lastni režiji. Potem se je pa od spodaj izpraznilo skladišče trgovine in to zopet smo uredili, tako da smo se preselili dol, zgoraj smo potem naredili prvo smo porušili stene, potem naredili stene, da smo imeli za godbeniško šolo prostore in nazadnje smo pristali pa v stari šoli. Ker vi potrebujete kar velik prostor, ne? Ja, če pride 40 ljudi včasih. Tudi zvočno izolirano? Ja, imamo pač zvočno izolirano stene in strop, tako da se da vaditi. Mladinsko šolo še imate? Ja, mislim, to godbeniško šolo. Tako je. Ja, to še obstaja. Zdaj imamo zaključek skupaj z to godbeniško šolo. Zdaj se bliža poletje, imate že veliko nastopov bukiranih? Ja, prvi je zdaj sobota, petek je za godbeniško, sobota je Šahra v Bertokih, pol je naš krajevni praznik Karmenca, potem so pobegi, spet Šahra. Tako da, vmes imamo pa 3 tedne, bomo imeli pa malo prostega. Ne? Kdo vas pride poslušati? Imate kakšne redne poslušalce, družina verjetno? Ja, tako, če imaš mlade, pride nono, pa brat, pa mama mora priti obvezno, pa tata, ker mora poslušati mamo. Tako da, in starejši, ki živijo z nami, ne, poslušajo. Včasih tudi najbrž, ko ste vi bili majhni, ste hodili na takšne orkestre, ne? Ja. Zdaj jih imamo kar nekaj tukaj. Koliko jih je? Ste vi med sabo konkurence, kako je s tem? Ne, zakaj konkurenca? Tudi pomagamo med sabo. Včasih nekdo rabi nekoga, nek inštrument, pa pride našim pomagati, pa kakšenkrat tudi dobimo, tudi mi pomoč. V glavnem smo mi še kar samozadostni, ne? Se zgodi, da je kdo iz vašega v nasprotni orkester ali pa obratno, da se zgodijo te prehodi? Ja, se je zgodilo že. Glavne bi se reklo z matičnega orkestra, če je član v našem orkestru in gre pomagati v drugi. Zdaj se zgodi, recimo, da je nastop istočasno, ne? Zdaj, če je v matičnem orkestru, je nekje razumljivo, da ostane v matičnem. Zdaj, če se drugače ne dogovorimo. Kje pa najraje nastopate vi dva osebno? Je to Sveti Anton? Še najlepše v svojem kraju. Če ravno tudi, recimo, pač smo imeli tako gostovanja, tekmovanja, vse je lepo, ne. Spoznaš novi ljudi, kraje. In tudi si vzamemo kakšen urco, 2 za ogled kakega kraja, ne. Če ne jih pravno intenzivno vadimo. Če so pa gostovanja, pa imaš več cajta za se ogledati, ne. Tako da pač Španije, ko smo hodili dol, smo se v Barcelono, pa smo šli do Montserrat, pa Andoro, tako se ogledati. Tam verjetno poznate tudi druge potem glasbenike, ne? Ja. Potem povabite tudi sem? Tudi, samo zdaj, če povabiš, smo malo bolj na tesnem z denarjem, ne? Potegne stroške za sabo. Stroške velike potegne, ne? Pred 4 leti ste imeli obletnico 120. Še prej 2001 100. obletnico. Kako se spominjate takšnih obletnic, takšnih jubilejev? To so velike stvari, ne? To je pa delo. To potegne precej dela za sabo, moraš tudi povabiš ostale muzike, sponzorje, občinarje morajo biti, ne. Tako da in treba kar precej delati, ne, kar se tega tiče. Ko se vi spominjate 100. obletnice, recimo?
Ja, to je 100. obletnica, pa se je praktično čez celo leto se to nekako obeležuje. Ne? To je zmeraj se, bilo kam greš, tudi nastopati se to omeni. Ne? Tako da tudi drugi ljudje znajo, zakaj se gre. Ne? Zakaj bi videl svetovala nekomu, da pride v orkester, recimo, pa ne v vaš tako, v katerikoli? Če mu je všeč druženje in glasba, je dobrodošel. Je težko uskladiti vsa ta glasbila, vse to? Ja, to pa morate vprašati dirigenta. Sliši se, da je v redu, ne? Ja, sej za nas ja, samo dirigent pa je unik, ki potrdi, ali je dobro ali ni dobro. Vidim, imate še vedno dovolj energije, še vedno motivacije za naprej? Kakšne imate načrte, recimo? Da bi zdržali čim več. Vztrajati, dokler se da. Kakšni so recimo načrti orkestra? Imate kakšen plan, dolgoročne recimo? Ali se samo, ne vem, za letne načrte, nastopi, tekmovanja? Ja, plan imamo to, da bi ta godbeniška šola čim več teh mladih pripeljala v orkester. To je to, no. To je največji plan, ne? Ker na mladih svet stoji. Starejši odhajajo, odhajamo. Odhajajo. Se mora dopolnjevati z mlajšimi. Za prihodnost orkestra se verjetno ni zabati. Ja, trenutno ne. Trenutno ne. Kaj sicer še počnete vi dva poleg glasbe? Kakšni hobiji poleg službe? Doma je zmeraj kaj za postoriti okoli hiše. Tudi, ja. Dobro, jaz sem še zaposlen, je pa že v tisti drugi fazi penzije. In služba doma. Ste rekli, da za vnuka pazite? Ja, to je tudi veselje veliko. Se zanima že kaj tudi za glasbo? Ne, zdaj trenutno samo za kakšne takšne neumnosti. Dobro. Imate za konec kakšen nasvet za mlade glasbenike, mogoče za poslušalce tudi? Ja, dajte nas obiskati, dajte videti, kaj smo pripravili, kaj lahko naredimo. Dajte se pridružiti tisti, ki ima voljo in veselje do tega. In druženje, glavno je druženje, veselje do glasbe. To mora biti. Sergej, je glasba v vaši družini tudi pri potomcih? Ja, hčerka je klarnetistka. Sicer sta obe igrali, zdaj ena je pustila zaradi službenih obveznosti, drugače smo nekako... Je bilo doma vedno živahno, ne? Ja, sej. Ja. Tako. Evo, prišli smo do konca. Dejan in Sergej, hvala za vaš čas in za zanimive zgodbice in srečno dalje. Dobro, hvala tudi vam. To je bilo za danes vse. Najlepša hvala za pozornost in lepo zdrav do prihodnjič.